Največja napaka, ki jo lahko narediš kot rekreativni kolesar, je prepričanje, da mora biti vsaka tvoja vožnja epska. Da moraš imeti cel dan časa in idealne pogoje, prevoziti pol Slovenije, ker če ne, se ti sploh ne splača usesti na kolo. Se ti sploh ne splača obleči kolesarskega dresa. In prav v takem razmišljanju se skriva največja past. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo sredi junija, vreme je čudovito, pretežno jasno, z rahlo koprenasto oblačnostjo, tako zelo prijetno piha in ob 9. dopoldan je bilo prijetnih 19 stopinj Celzija. Kmalu bomo že na polovici leta in jaz imam v svoji statistiki dobrih 4300 km, ampak za moje pojme so to taki zdravi, kvalitetni kilometri, zato ker poleg tega delam zmeraj tudi 1% višincev glede na razdaljo. To pomeni, da imam v letošnji statistiki tudi že nekaj čez 43 tisoč višinskih metrov. Jaz sem vse te svoje kilometre dosegel v 91 vožnjah in če to delimo, ugotovimo, da je moja povprečna vožnja dolga samo 47 km. Nobenega pretiravanja, nobenih stotk, nobenih epskih fur, ampak če kolesariš redno, se nabere. Moja današnja vožnja bo nadpovprečna, obetam si dobrih 70 km in nekaj čez 900 višincev. To pa zaradi tega, ker bi rad opravil en ikonični vzpon tam v enem oddaljenem kotičku Goriških Brd. Kogar bolj točno zanima, kje vse sem se jaz to danes vozil, bom pa od spodaj v opisu videa pustil tudi link do svoje Strave. Jaz praviloma res ne delam dolgih voženj. Pred leti sem jih več, tudi take 200 km. Zdaj sem pa najbolj srečen, ko se odpravim na kolesarjenje in sem po 2 urah spet doma. Ko na koncu leta pogledam svojo statistiko, je v njej mogoče 7 ali pa 8 stotk. In ravno v prejšnjem videu, ko sem se vračal iz Škofje Loke v Novo Gorico, sem prav razmišljal, če ni menda bila to moja prva letošnja stotka. Nisem se mogel domisliti nobene druge, potem sem doma pogledal na statistiko in sem gotovil, da sem eno odpeljal že 4. januarja, ko sem se vračal iz Portoroža v Novo Gorico. In kar je pri tem najbolj zanimivo, da sta obe vožnji točno dolgi 100,12 km. Se pravi, razlika v dolžini med njima je manj kot 10 metrov. Popolnoma naključno, različne višinci, ampak glej, tako rata. Italijani redno čuvajo državno mejo, ampak kolesarjev nikoli ne ustavljajo, tako da kar korajžno lahko greste tukaj čez. Jaz sem šel danes iz Solkana direktno v Goriška Brda, čez Vipavže v Dobrovo in potem Neblo, kjer sem prečkal čez mejo v Italijo. Zdaj imam tle en kos poti po italijanski strani do kraja Albana. Potem pa spet pridem v Slovenijo, v vasico Britov in tam me čaka tisti super lep, čudovit vzpon. Je pa tudi tukaj na italijanski strani praktično enaka pokrajina, kakor so Goriška Brda, samo meja, neka umetna črta je narisana vmes.
Zdaj, ko kolesarim skozi to čudovito pokrajino, bi z vami rad delil zgodbo gledalca, ki mi je pisal na Instagram. Gleda moje videe skupaj z ženo, tudi ona jih rada pogleda. In lani je nekako sredi leta začel kolesariti in naredil 1000 kilometrov. Letos jih je pa do meseca maja naredil že 2300. Povedal je, da je star okoli 50 let in da je v enem letu s kolesarjenjem shujšal iz 120 na 100 kg. Kupil si je tudi dres Sirocco in pa števc Brighton in jaz lahko samo rečem, kapo dol za take kilometre, to niso majhne številke in če se bo kdaj ponudila prilika, te tudi prav lepo vabim na eno kolesarjenje do Gradeža. Jaz zase lahko rečem, da je to ena največjih pohval, ki jih sploh lahko dobim za svoj YouTube kanal, da se nekdo motivira in odloči za kolesarjenje, za zdrav način življenja. To mi res ogromno pomeni. Zdaj sem pa že prišel v dolino reke Idrije. Tukaj je taka super lepa senčna cestica, tako ob reki, zelo prijetno in skoraj brez prometa. Tukaj se lahko zdaj pred vzponom še na kratko ustavim, da vam pokažem svojo najnovejšo pridobitev. Nabavil sem si namreč nosilec za radarsko lučko. Evo ga, tako izgleda, res paše v nulo na to mojo sedežno oporo. Sem kar pobulil oči, ko mi je majster rekel, da ima tudi za Winspace Agile. No, potem kasneje sem zvedel, da ima 180 različnih modelov koles oziroma sedežnih opor, tako da se praktično za vsako specialko najde nosilc, ki bo pasal na njo. Tale zadeva je 3D sprintana, varianta bi bila tudi lahko v beli barvi, ampak jaz sem se pol na koncu odločil za črno. Se mi zdi, da lepše paše, kakor če bi bila bela. Gospod, ki to izdeluje, je Matjaž Vidmar, Trebnje, poiščete ga lahko na Facebooku, jaz bom dal pa od spodaj tudi link do njegovega Instagrama, ga kontaktirate in se potem z njim zmenite vse glede cene in dobave. Res je čudovita tale dolina. Edina stvar, ki je, sem zdaj naredil že 31,5 km, kar nekako pojasnjuje, zakaj ne zahajam v te konce. Pač lih toliko je oddaljeno, da če se ne odločiš za eno 70-kilometrsko progo, enostavno ne prideš v to smer. Ampak res, bil sem tukaj pred leti s prijateljem, sodelavcem in sva opravila potem tudi ta vzpon iz Britofa na Lig. Takrat še nisem imel Strave, tako da zdaj pa je končno čas, da prebeležim še to cesto v svojo statistiko. Vode pa ni prav ful v tej strugi, je kar precej suha. Ker gremo ob reki navzgor, se tudi cesta non-stop malo dviguje, ampak to je samo kakšen procent, tako da je skoraj neopazno. Je pa tudi na drugi strani reke, na slovenski strani ena cestica, ki teče v isto smer, ampak kolikor imam v spominu, je pa makadamska. Ne vem točno, bi mogel iti probat, mogoče enkrat celo z gorskim v to smer, pa da vidim. Ni pa struga suha prav ves čas. Tle sem naletel na en del, kjer je kar dosti vode in teče dol naprej. Pa očitno nekje ponikne ali kaj s tem, kam zgine. Evo, tukaj je državna meja, prečkam nazaj v Slovenijo. To že spada pod občino Kanal ob Soči. Takoj od mejnega prehoda gor je en kratek vzponček, kakšnih 500 metrov.
ampak je kar 10%. Zdaj tukaj v vasici Britov se pa rahlo zravna in potem tle levo za lik se začne pa tisti ta pravi vzpon. Skupno od meje gor do Liga je vzpon dolg 5 km, na njem pa se dvigneš za 400 metrov, kar pomeni v povprečju točno 8% naklon. Naklon je dokaj enakomeren, cesta v bistvu zelo lepa in kar precej poti je tudi tako lepo noter v senci. V Britofu sem imel 39 km in nekaj čez 400 višincev, se pravi, drugo polovico višincev bo vse narejenih na tem vzponu. Dobre 3 km pod vrhom je neko delo na cesti, malo makadama, tako da je zdaj v tem trenutku ta vzpon boljši za gor, kakor za dol. Ja, lih toliko je strmo, da imam kar lepo v prvi prestavi. Če se vmes malo umiri, že korigiram z drugo ali pa tretjo, ampak večino klanca je kar v enki. Prometa ni nobenega, ker itak tudi meni ni jasno, zakaj bi se sploh kdo tukaj vozil, razen tisti redki domačini, če ne pa praktično ne prideš nikamor, kamor ne bi se dalo priti po boljših cestah. Sem na polovici vzpona, še 2,5 km do vrha in še 200 višincev, kar pomeni, da tudi v drugem delu vzpon ne bo nič bolj strm, ampak popolnoma enak, kakor je bil do zdaj. Prazna, lepa, malo ovinkasta cesta, raj za kolesarje. Pa tudi kakšni izletniki na motorjih se najdejo vmes. Zdaj se je pa malo sonce pokazalo, poiščem eno palčko in naredim fotko svoje specialke. Ja, tako prav na rahlo niha ta vzpon, povprečje 8%, če kje pade na 6, je potem obvezno malo kasneje pa 10. Ampak več kot 10% nisem pa nikjer zasledil, da bi bilo. Zaključni del vzpona, še zadnjih 600 metrov in pa dobrih 40 višincev in bom na Ligu. Tako, sem na vrhu vzpona, na Ligu, tukaj vam pokažem en vodni vir, potem pa se spustim dol v kanal ob Soči. Tukaj na Ligu je igrišče in tik ob igrišču je vodna pipa. Super, hladna in okusna. Vzpon iz kanala ob Soči, tukaj gor na Lig, sem pa že posnel nekaj časa nazaj. Tudi zelo lep vzpon, ravno tako strm in še malo daljši. Na spustu bodite previdni, ker je cesta na momente zelo strma, sam asfalt pa ni ravno najboljši. Tukaj za mano je kanal ob Soči, jaz se zdaj ekstra v mestu nisem ustavljal. Če ste pa v teh krajih prvič, pa obvezno priporočam en postanek, kakšen sladolet, fotka, mogoče si dopolnite bidone, ker je
pod železniškim prehodom tudi vodni vir. Jaz grem pa zdaj kar po stranski cesti naprej proti Solkanu, da se preklopim na tisto našo kolesarsko stezo in lepo proti domu. Ta stranska cestica od kanala dol proti Solkanu, to je fenomenalna, prazna, polna kolesarjev, senčna. Zmeraj je dosti kolesarjev na tej cesti, ampak toliko, ko jih je danes, jih pa že dolgo nisem videl. Se pozna, da je tista prava sezona v polnem zamahu in so pač res vsi zunaj. Moje mnenje, ključ do uspeha ni v dolgih utrujajočih vožnjah, ampak v zmerno kratkih, rednih krogih. Redno kolesarjenje hitro pripelje do tega, da avtomatsko z njimi pride tudi motivacija, kondicija, dobro počutje in na koncu lahko celo pride do tega, da se zaljubiš v kolesarjenje in da postaneš neustavljiv. Jaz vam želim varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.